ta aplavz za film bi zdaj najprej na oder povabil pisatelja nove knjige Vstaja zombijev Lenarta Zajca. In pa režiserja in scenarista današnjega filma Sinišo Gačiča. Siniša, moje prvo vprašanje bi bilo seveda, najprej, kje ste dobili idejo, da bi o teh aktivistih posneli pravzaprav kar celovečerni film, oziroma dokumentarni film? Dobro večer, ful sem vesel, da vas je toliko, imate rekord. Ni bilo še nekaj toliko ljudi, ko hodimo po Sloveniji, ful sem vesel, da ste prišli. Hvala za aplavz. Pravda, ful dobro delate, ful je problem z lokalnimi kinematografijami, ampak smisel s temi malimi lokalnimi skupnostmi, ki so ob 9. večer že mrtve. Ampak dobro. Ne bomo o tem, ker je povsod prazno, ko parkiramo avto, je prazno. Ko pridemo kamorkoli, Ptuje, kamorkoli, Izola, vse. Dobro. Meni je bila, jaz sem delal neke televizijske dokumentarne filme že prej, pa sem se vpisal na akademijo, kjer vpisal sem se zato, ker ko sem delal te filme, sem vedel, da jaz to ne znam delati. Potem sem jo profesori predstavljal tam na akademiji, prišlo do tega, da sem predstavljal direktno dokumentarni film, se pravi dokumentarni film, ki je v mojem nekem razmišljanju bil najbližje temu, kar bi jaz delal, to pomeni, da je neko posnemanje resničnosti brez intervencije režiserja, ker interveniraš sam s tem filmskim zadanjem, da kadriraš, da izpostavljaš karakterje, zgodbo delaš. In potem od takrat, ko sem to videl, ko mi je pokazal, meni je ta film vse zmen, če ste gledali, ko prodajo Biblijo po ameriških domovih in meni bilo kvarno, prvič nisem vedel, da je to zaigrano, ta nek brisanje te meje me je vedno fasciniralo, ker vedno mi je bilo pa ljubše gledati s film dokumentarni, za katerega sem mislil, da je igrani, čeprav so mi tudi dobri te igrani, za katere se govorim, da so dokumentarni. Tudi ta žanr mi je s to prepletanje me je vedno privlačilo. In potem sem iskal zgodbo, zdaj pa si pa naprej že, zdaj kaj bi lahko posvetil, ker pa mora biti neko daljše obdobje, da ga snemaš, če že, oziroma neka daljša ideja, ki bi se skozi daljše časovno obdobje snemala. In potem sem jaz nekaj snemal, nekaj za televizijo, aktivistov v Luki Koper in so rekli, mi bomo za naslednji teden probali dati to idejo, ko bojo te protesti, ker 15. oktobra je bil globalni dan akcije v podporo Occupy in ostalim takrat še aktualnim Occupy gibanjem, oziroma da bi se probali ta ideja razširiti po lokalnih skupnostih po svetu. In oni so rekli, mi bomo zdaj dali idejo, oni so vedno prelagali to odgovornost od sebe na druge, te aktivisti, ki jih vidite na začetku in koncu filma. Oni so mi rekli, bomo dali idejo, bojo ljudje izglasovali, če bi imeli ta film in to bila zame tam dramaturška točka A. In če zdaj oni postavijo šotor, imam tudi dramaturško točko C, ki je pospravljena šotor in pa se prepustil, kaj bom jaz. In takrat, ko sem videl te A pa C točka, sta mi bile dovolj, da grem snemati. Ravno na koncu je omenjena logistika, pa bi si isto vprašanje postavil za samo snemanje, kako je logistika organizirana? Ful preprosto. Jaz sem to, ker pač ni tega denarja in tega, in pa sem jaz snemal sem to z nekim svojim fotoaparatom. Jaz sem se rešil, da sem živel ful blizu zraven, tako da sem imel 10 minut hoje, tako da sem imel lokacijo snemalno ful blizu, ker jaz pravim, da če bi bil v Domžalah ta Occupy, ga jaz ne bi mogel posneti, ker bi imel logistično bi bilo to res to, da moraš posvetiti življenje. Takrat si pa vsako luknjo v svojem času dneva lovil tam, ne, se pravi, oziroma bil na telefonih z njimi, da karkoli je, da je kličite. Potem pa sva z Mikatom, producentom, sva pa pol iskala za eno učinek, da sem jim ukazala, kaj imam, pa smo prijavili nekaj par razpisov. Dobili smo na razpisu 23.000 evrov bruto, kar je pokrilo te neke stroške tega, da lahko ta film zdaj vidite v taki obliki, ker je tukaj veliko delo narejeno na sliki in na zvoku, kar stane. Tudi v bistvu je to čisto en droben drobiš, je bil v bistvu, ampak sem tudi jaz nekaj malega dobil, tako da vsi smo nekaj malega dobili, tako da ne reče si, da je Domžale, ampak tako da je bilo super. Pa na koncu šport to ne znate. Če ne drugega se je nagrada za najboljši film na filmskem festivalu letošnjem. Kakšno presenečenje je pravzaprav to, glede na to, da je film dokumentarni in obstaja sekcija za dokumentarni film, ampak ta film je dobesedno premaknil to mejo razumevanja, da bi bilo treba dokumentarni film posebej ločiti. To mene ful boli, jaz pa imam čisto drugače, jaz pa imam skozi raj dokumentarne, recimo, vsi pozabljali naš dekan Miran Zupanič je že dobil vesno za najboljši celovečerni film, za dokumentarni film.
na teh tujih festivalih so tudi skozi neki čisto hudi dokumentarci, ki pa prevagajo to. Tako da se mi ni vprašanje zdaj igrani pa dokumentarni, ampak vsi ostali pa mi, to mi je vprašanje. Ne bi sploh delali razlikovanja med igranjem, potem ampak to, da smo mi, ki smo res naredili en srčen film, ker smo se ful želeli narediti film in smo ga delali v kuhinji 8 mesecev, montirali in delali in bi bilo to presenečenje, da se iz same volje ljubezni do tega dela dobre družbe, s katero delaš, naredi film. No, v bistvu mi je bilo to presenečenje bolj kot daj za igranje v dokumentarni. Mogoče bi se jaz zdaj preden dam možnost publiki še navezal na Lenarta. Lenart, v vaši knjigi Postaja zombijev govorite pravzaprav o aktivistih, o protestih. Pravzaprav se vaša knjiga začne mičkeno predno se konča tale film. Tako da bi mogoče me zanimalo, kako vi vidite nadaljevanje teh akcij, ki smo jih videli v filmu. Jaz mislim, da brez tega gibanja 15-80 tudi te proteste ne bi nikoli nastali tako, kot so nastali, ker v bistvu raven s tem ustrajanjem teh posameznikov, ki je bilo na videz nesmiselno, se je tukaj začeli zbujati v marsikomu med nami, da pa mogoče se pa stvari dajo premikati. Jaz moram reči, da sem se še 2011 sem se že zelo sprašal, kaj narobe Slovenci kot narodom, ki se je bil sposoben 41 dvigan, pa smo imeli zasedbo fakulteto 70-ih, pa 91 cepiti in skratka, ko grejo stvari narobe, smo do zdaj vedno znali zarokotati nazaj, tukaj smo bili pa tiho, nič se ni zgodilo, hodili so po nas, pa se zgodil 15. oktober, se mi zdelo to zelo fino, zelo fajn premik, pa ta okupacija in na konc je prišlo do tega. Jaz mislim, da brez tega ne je bilo tega premika. Zdaj, če pa mislim, kako vidim tle za naprej, da se bodo stvari odvijale, ker seveda niso pripeljane stvari do zaključka, stvari niso bistveno na boljšem, kot so bile pred 2 leti, še zmeri ne grozijo za trgovanje, pa so še zmeri se isti ukrepe uporabljajo, nič se ni spremenilo v bistvu od tega, mogoče malo prijazna dikcija. Ampak ko se bo stvari premikale naprej, mi pa bi rabila eno kristalno pravkolo, da bi videl vanjo. Ker dejansko ne mogoče vedeti, a smo ljudje spet toliko siti, da bi se spustili nazaj na ulice, a je ta kritična masa, ali je tukaj spet za neko peščico in tako. Mogoče še kakšno vprašanje z publike? Najprej me zanima, če so bili kakšni feedbacki od teh, recimo, glavnih akterjev v filmu, oziroma kako se njim zdi, da so prikazani, na primer. Težko to reči. Jaz sem imel smo en crash, ki v bistvu ni toliko pomemben, zanimivo je z njimi delati, ker to so najbolj sitni ljudje, ker oni najdejo prvi kritizirajo pač, in oni to se zavestno bojo rekli, na ta način, da ne rečem to negativno sitni. Oni me vedno rečejo, res imaš težko publiko, tako oni me ne spremajo. Je pa ta fora, da sem jaz njim hotel film pokazati, kako vam zdaj, se pravi, nisem jaz hotel nekaj na računalniku, neki zvok še ni izrihtan, da pa te se zdaj posedali in prvič, ko bo, in je bilo pravno prvič, ko bo te vi vsi. In bom jaz zrihtal karte za vse. In pa sem, ker v nobenem mestu nisem pričakoval, da bo ta film, ne vem, v Portorožu, nismo prav bili zihar, da bo to sprejeto ali karkoli, ko sem jaz to njim obljubil, pa da prite. In potem oni čisto jezdiča, kako ti zdaj film kažeš, brez da si nam to dovolil, ker jaz sem imel dostop kot vsi ostali, nisem izkolikal ekskluzivnega dostopa do njihovih domov. In oni so rekli, da je ful so imeli v bistvu neki ljudje, neki delček med njimi, no, večino vse okej, pa se hodijo z mano na predstavitve po Sloveniji, pa tako. In mi je pa, oni bi pričakovali, da bi, tako kot se oni dogovarjajo za vse, da bi se tudi jaz za sekvence z njimi malo dogovarjal, tako da bi jaz nekaj sprotno montažo malo, da bi mi kot kolektivno telo. In ko sem jaz njim začel nekaj probati razložiti, ker je ena punca, ki mi je to učitelja, piše poezijo, če bi ona pisala verze z mano na isti način, kot jaz film že delal. In pa smo rekli, da so se pač oni odločili, da so aktivisti in aktivisti hodijo po pivo, tako da dvigno roko, koliko katerega laško unijo. In zato oni bi tudi od mene pričakovali, da bi film bolj nastajal v kolektivnem mnesu, čisto nasproti od nekega filma, da ga sploh lahko narediš. To s Kurnikom, Kurnik se je oddaljil od vsega tega, Kurnika ni več nikjer. Irfan je navdušen. Vsi ostali so, v glavnem meni je ful pomenilo to, kar mi je bilo neka frka, ker vsi vidijo in vi si gledate, ful vidite, kao negativno, oni so vsega tega vrče zavedali, oni so to živeli, mi smo se vsak dan o tem, ko smo bili tam, o tem pogovarjali, o tem absurdu tega dogajanja, nikoli smo jaz mogli za njim pokazati, da je bilo to absurdno. Oni so to že prej videli vmes, ampak
so določeni ljudje pač se tam niso hoteli odmakniti, če dva nočne, je to direktna demokracija, ta dva tam ostane, ne? To so imeli. Tako da v bistvu so veseli in povabili so me v ta rok, kar je bilo ta neka lepa stvar, da se film začne, konča, plus me še oni povabil, da prostor ni bil tam predstavljen, ni bil ful ljudi, ni bilo vse v redu. Ok, sam še nekaj bi. Recimo zanima me, če tebe kdaj skrbi, kar je recimo mene med tem filmom, da bi dal tak signal, oziroma da je bilo sporočilo, da so protesti v bistvu do neke mere jadli. Da recimo bi deloval kontra, mislim, da ne bi bila nobena stimulacija, to zdaj še kaj podobnega, pa bi bilo bolj obratno. To je bilo osnovno naše vprašanje od začetka, je bilo to, zdaj se pravi, kako narediti ekipa, da jaz sem začel to, imam eno sošolko, ki je šla z mano in je šla prvič pogledati 120 materijale z mano, so se mi začela pogovarjati, kaj pa kako in ona. Ni nič bila z aktivisti, jaz sem bila z aktivisti že 15 let. In jaz, ko sem se rekel, da greš to delati, tvoj odgovornost, zdaj ti ne smeš eno soditi ljudi nikakor, se ne moram drugače reči, jaz zdaj mi že teh 15 let živim, ne? In sem to na osebni ravni s tem, da jaz bom naredil tako, kaj jaz hočem in jaz sem itak iskren do njih, oni do mene in bo to kul. Na tej drugi ravni sem nekako tudi se mi zdi, da je ta konc koncipiran v temu, da bi zadovoljeval temu, da je to upanje nekaj petli. Kot drugo mi je pa sam pri sebi, so mi ti protesti, recimo Lenart je prej rekel, da se mu zdi ostaje nadaljevanje. Jaz mislim, da ostaje pa avtonomne gibanja po Evropi nimajo nobenih povezav, oziroma sta si ista kontrapunkta kot nek drug kontrapunkt institucionalne levice, oziroma protesti, ki se želijo z pragmatično spremembo oblasti ali pa način oblasti. Nimajo nič s temi idejami oziroma s temi dušami, ki so te aktivisti. Te aktivisti priznavajo v meni v dialogu, ker je tudi meni, kdaj je tako vam pameti, da bojo oni razumeli svet, da je res možna ta neka anarhistična, vseobsežna enakopravnost, enakopravnost realizacije, ne enakopravnost obstoja, samo. In oni to so prepričani in to je neka skupina ljudi in jaz pravim, ko se na to vprašanje odgovarjam, se rečem, jaz ne vem, če bojo spremembe, ampak če bojo s temi ljudmi in te ljudje bodo vedno, oni rečejo, v motoru v teh spremembah ne je neki kamen v teh spremembah, ki bi ta motor bremzali. Tako da v bistvu te ljudje tam bojo spreminjali, te ljudje je 5% psihopatov, ki se skozi zgodovinski čas historično gledano naredili družbeni napredek je. Teh 5% je zdaj ni rad, ne bo drugič, ampak teh 5% ljudi, ki se operajo, treba gledati historično, nikoli začasno nas. Če vse povežeš za nazaj, pa ne jaz ne izpostavljam teh, ampak vse je neke utopične, revolucionarne, jaz gledam historično. Zato, ker skozi zgodovino pa je nek družbeni napredek, če že ne v času najnih življenj, jih pa to je, naša naloga je, da ta historični revolucionarnost spodbujamo, ne da jo omogočamo. Tako jaz pri sebi. Še kakšno vprašanje? Morda mnenje? Siniša, mene je, ko sem gledal film, me je vedno zelo, predvsem tiste scene iz filozofske fakultete, me je vedno prevevalo, kako si uspel stvar prikazati zelo statično, v bistvu, na nek način, brez dramaturške linije, ki jo ni, obenem pa za eno tako subtilno, skoraj kritiko, bi rekel. A si pri montaži stvar naredil kot malo kritike, da se tudi, samo gibanje, sama ostaja, prej spraša, samo sebe, mogoče. Ne, pa to mi je kao bila osnova tega, se pravi, da bi, kao meni ta kritika, da mislim, jaz nekaj ocenjujem, da ta levica je neka naša, kao kvazi levica, medijska levica, neka, ful težko kritizira levico, to radikalno levico, in vsi sprejemajo, dobro, in tudi te levičarski filmi so več od manj, če gledaš oči, pa tuje filme se upeva ta tematika, ampak te ljudje, tudi če bi to jaz želel upevati, je tukaj prišlo do teh enih človeških stvari, ki so pa meni bile zanimive, v bistvu je bila človečnost, ki si jo spremljaš, ker tukaj je bil človek znotraj tega nekega časa, kar je meni, ko sem se v človeku okupiral, si popršal vsi ti problemi ven, ko se samo malo odmakneš od te utopije, in priješ do čisto ljudskih zgodb, ki so me zanimali, ta srca, te usode, potem pa prideš do te kritičnosti, potem priješ tudi do svoje slike, pa ti se si isti, v bistvu do tega priješ, da sem isti konj. Sebe sem nastavljal gledalo v bistvu hkrati, potem, ker sem čisto isti, ko vse to vredno. Še kakšno vprašanje? Če ne, bom med tem premislekom mogoče še jaz.
Tisto, kar je, se mi zdi, mene zelo ganilo pri tem filmu, da imamo en velik občutek nekih možnosti sprememb na začetku filma, potem pa enostavno s tem, da ne da bi karkoli komentirali, enostavno se pokaže, kam je to pripeljali. Mene zanima, glede, da ste bili zraven pri samem postopku snemanja, vi ste se probali od tega dogajanja čim bolj distancirati, ali je bila vmes kakšna želja, da bi tudi participirali aktivno? Ne, jaz participiram v tem že, vaš čas ne moram priksi. Ja, pa tudi. Mislim, jaz vse, kar se je spremenilo, da potem, že prej jaz nisem nikoli transparentno nosil. Jaz sem bil na protestu, nisem transparentno nosil. Nisem prvi vrste protestnik, da bi nosil transparente. In jih tudi proti NATO nekaj, mogoče sem nekaj barve, sem se ne spomnil, če smo kaj barve takrat. Tako da jaz sem del teh nekih ljudi, in to so moji prijatelji, in jaz zvečer, ko grem na pivo, jaz grem raj na pivo ko gostilno in tam je ful zabavno, lepo mi biti z njimi, lepo mi je z Irfanom se družiti, zdaj hvala in spoznavati Irfana, ker mi je velik človek. Pri temu gibanju jaz se nikakor ne oddaljujem, niti nočem biti objektiven, me ne zanima, mislim, jaz imam probleme z situacijo, s politikami, z državo, v kateri živim, isto kot te ljudje. Tako da mi ni bila tukaj fora. Da se pa distanciraš, to prej nisem vedel, ko pa snemaš, se pa ti distanciraš še samim aparatom, metabo in snemanjem, ki te distancira, v bistvu gledaš kadar. Kadar pa niso oči, kadar je pa kvadratik. In ta kvadratik distancira, ko se začel z njim ukvarjati. In to ti ostriš, ne, poslušaš, ostriš, čustveno pa nisi tam, da ti sam razumeš čustva. Ne sočustvuješ tisti čas, tako da s tem se oddališ. Doma pa pač sočustvuješ, kot da bi spet tam, ko gledaš material. In glede na to, da verjamem, da je bilo ogromno materiala, kako izbrati, kaj uporabiti, so kakšne zadeve, ki bi jih zelo radi dali, pa se vam zdi, da pač zaradi funkcije samega filma ne bi mogli biti noter? Ja, eno mi je žal, ker je bilo do zadnjega, sem mu nadržal, pa je Miha rekel. Ful je bilo lepo, tam je drugi dan je prišel Vlado Kreslin in je tam s temi aktivisti in je tako ful lepo posneto bilo, tako don't let me down. In bili začeli tako, to prvo sekvenco, da bi končali, don't let me down in pa bi šli vsi mi down. In tako ful je dobro zgledal, se ful je dvignil, še vsa to situacijo prvo, in se tako še zvečer so bili v kitari. In pa smo zvedeli, da Beatlov se ne more uporabiti nikakor, da bi ti lahko, da Vlado Kreslin poje, don't let me down. Tako da to je bila eno od teh stvari, ki ni mogli biti noter. Drugače je pa fuleni stvari ni šlo noter, ampak zdaj sploh ne razmišljamo več o stvari, ki niso še noter. Čisto, ja. Mogoče že kakšno vprašanje na tem? Ja, slišali smo nek glas, samo ne vemo točno kje. Če lahko še enkrat. Pa je že potihnil. Kakšnem svetu živimo, da ne smeš slišati enkrat, da Beatle poje, lahko pa snemaš ljudi, pa jih brez nikoga dovoljenja predvajaš. Pa ni to kritika, ni super, da jih lahko gleda, ampak kakšna čudna razmerja so to. Apropo temu, da brez nikoga dovoljenja, tukaj je prav bila ta fora, pri teh gibanjih, če bo se kdaj snemala, boste imeli probleme samo z anarhisti. Oni ne dovolijo snemanja in ker so radikalni v tem, in jaz si čisto razumem in jih podpiramo v tem, zato ker je policija zelo, posebej na zahodu, je zelo natančna do njih, razpoznava jih po čevljih, po štumfih, ker jih slikajo od hoji pa hiša, pa oni ne dovolijo. In tako tudi tukaj niso dovolili prvi dan na prvi skupščini zvečer, so 3 anarhiste prišli in so rekli prepovedano snemanje. In tam mu nič 24 ur, oni se trudijo tam, da naredijo, zato ful dobro poročajo. In je prvi konsens na skupščini bil, da tisti, ki so proti snemanju, grejo na levi stran, na levo stran pol kroga, drugi na desno. In drugi dan na levi stran pol kroga, kjer so proti, ni bilo več nikogar. In od takrat se je svobodno snemalo vse. Tako da v bistvu so, jaz te neki mimoidoče, pa jaz nisem etično, ker jaz sem se o tem sprašal. Jaz če zagovarjam javni prostor in pravico do komentiranja javnega življenja, oziroma življenja v javnosti, in ta prostor je bil definiran s tem, da je odprt za vse. Po definiciji se mi zdaj pač pravično, oziroma da imam pravico tudi snemati ta prostor, ki se proklamira za odprti, dostopen sem, vse tako da zato nisem šel v te character-based, da bi jaz zdaj šel sami še karaktere, ker bi bili zdaj še z njihovimi družinami, kar je mogoče bil
boljši še velik filma, mogoče tudi ne. Zato se nisem nikoli počutil, da vdiram v intimu kogarkoli, da bi bil, ker sem govoril o gibanju, to sem spraševal, če se čmo pred, oziroma se naj še hodim na proteste, ali naj neham več hoditi na proteste. To bi te vprašal, kaj pa ta policist, ki je bil nekako tudi zvezdnik filma, prestrašeni policist, se je kaj vprašal lahko, ali mislim, se je kaj protestiral, ali če pričakuješ kakšen protest njegove strani? Ne. Jaz do tukaj se nimam, jaz kot sam se res ne počutim kot podložnik v mestu, ki ga živim in v življenju, v mestu, ki ga živim, si jemem določene svobode zase. In svoboda, da snemam policista med upravljanjem uradnega dejanja, se mi zdi ena pravica, o kateri sploh ne bom debatiral in jaz sem se to že zmenil, tako da sem se zmenil, da so homoseksualci enakopravni in o tem se ne pogovarjam, lahko gremo na raven višji. A pa je te izrežirano, no? Naprimer, ta izjava policista, da je... Čisto nič, ne. Se ne zdela tako, ker je moje prošetno. Ja, jaz smo štima čisto vse, ne. Ne, nič, niti en sprehod nisem jaz rekel, pojte čez kadre. Kao, ker v tem tu koncept kao, ne, nič ne narediš, tam si pa vse prosiš. Vedno sem samo govoril, delite se, kot da mi ni. Kadarkoli mi ne govorite, mi uničite kadre. In pa se skozi zboril, ne, Irfan je najraje, te živo. Ješ z mamo in opustiš me, kot cinične take, ne škodoželjne, ker je bilo mi dosti citno, da sem okrožen kot z njim. Še kakšno vprašanje? A lahko jaz vprašam Lenarta, kaj je napisal o Starah? Nisem razbral tega, a si se, ker Lenart je član te institucionalne levice stranke, ne? A ste kaj to zdaj kontemplirali, se splačali to stranke, se doživi spremembe ali se ne? Ali so boljše te 15 tona? Nisem član te konstitucionalne levice, sem član solidarnosti, ki se v bistvu nismo nekako prišli skupaj s to levico, raven zaradi tega nekega pogoja, da bi se mogli proklamirati kot socialisti, kar se mi nismo hoteli in pač tukaj prav na naša Ja, no, neka leva to pa, ja. Jaz mislim, ne, jaz sem gledal na to povezovanje s strankami, strankarsko delovanje kot delovanje znotraj parlamenta, znotraj sistema, v isti smeri in istem cilju. In tukaj jaz moram reči, da še zmeri upam in zelo s pričakovanjem spremljam, kaj Združena levica počne, ker se mi zdi, da končno imamo v tem parlamentu neko opozicijo, ki ima svoj glas, levo opozicijo. Leva opozicija da zdaj je bila ali proti Janši, ali pa sodelovala z vsemi liberalnimi sistemi, kakršnokoli so bili, ne glede na vse. Ker še zmeri mislim, da ta drugi način za spremembo sistema, če ne rata ta skozi parlament, za ker se bojim, da ne bo ratov, ker je sistem preveč domišljen in se pač stvari razgradijo znotraj, tako kot so, je potem samo še revolucija, ki pa ne more biti miroljubna. Tega si pa še zmeraj ne želim in zato še zmeraj upam v to uspeh te Združene levice, mogoče tudi zelo upam, da bo tudi Židan radila ta socialna demokracija prenoviti in jo postavila na take temelje, ker ne bi socialna demokracija bila in da bi morda ta naša levica to državo v ta socialen nek red in mir in izenačenje prepeljala, to se mi zdi nekak ideal, kjer mu nekak sanjaram, da bo mogoče kaj rado. Če pa bo, pa ne vem. Zaenkrat ne kaže, zato ker v bistvu, se pravim, Cedra se je nikoli deklariral kot za levičarja, ampak je vedno se postavljal na center, pravzaprav sem nikamor postavljal, sem nikoli novemu povedal, kam bi sploh se dal, ampak dela isto, kot so je predelala Janša vlada, iste metode, sam drugače zapakirane. Cerar je čisti desničar, ki hodi v cerkev in ne priznava pravic homoseksualcev do posvojitev, pa je to noben levičarni desničar. Samo noče povedati, ker ni dobro za javno mnenjsko raziskavo. Lahko mi rečemo, čovno noče. Očitno imamo še komentarje, lahko tlele na trenutne politične razmere, tako da, če imamo še kakšno vprašanje. Še kakšno vprašanje? Če ne, bi se vam seveda zahvalil za pogovor, hkrati ne omenjam, da Lenartova knjiga Ostaja zombijev, ki opisuje marsikatere dogodke, je zunaj na voljo. Knjigo lahko vzamete domov, filma zaenkrat še ne, zato se ga lahko pa seveda pri nas ogledate tudi naslednji teden, ko bo išel na DVD-ju ali na kakšnem drugem nosilcu, seveda prosimo, lahko ga vzamete seveda potem domov.
Hkrati je bilo tudi to moj zadnji pogovor z Mestnim kinom Domžale, tako da se vam vsem lepo zahvaljujem, ki ste sodelovali na teh pogovorih, ki ste pridno hodili v kino. Verjamem, da boste še naprej. Hvala vsem in vabljeni seveda v predverje na Kozarček. Hvala, da ste prišli.